Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Marec je mednarodni mesec ozaveščanja o diseminiranem plazmocitomu. Gre za vrsto krvnega raka, za katero je veljalo, da prizadene predvsem ljudi starejše od 65 let, a za diseminiranim plazmocitomom zboleva tudi vedno več mlajših odraslih. V Evropi je bilo tako leta 2020 diagnosticiranih več kot 50.900 ljudi z diseminiranim plazmocitomom. Zato so organizacije bolnikov iz Srednje Evrope združile moči in ustvarile izjemen dokumentarni film z naslovom Moj plazmocitom, pripravljeni na nove korake, ki je bil premierno predvajan 21. marca 2023 v Ljubljani. Po žanru gre za 24-minutni dokumentarni feljton režiserke in scenaristke Heidi Kancler ter soscenaristov Mete Pavlin Avdić in Mitje Ošlaka. V filmu skozi prvoosebne pripovedi 6 bolnikov z diseminiranim plazmocitomom in njihovih bližnjih iz Srednje Evrope spoznamo trpke izkušnje na poti do diagnoze in zdravljenja bolezni ter neželenih učinkov, pa realne potrebe bolnikov, njihov najintimnejši razmislek o življenju in predvsem njim lastne notranje vire moči, s katerimi kljubujejo bolezni. Dokumentarni film razgrne tudi ključne informacije o znakih, simptomih in zdravljenju diseminiranega plazmocitoma ter opozori na vlogo in pomen povezovanja ter sodelovanja organizacij zagovornikov bolnikov za boljšo ozaveščenost, preprečevanje, zgodnje odkrivanje in čimprejšnji dostop do sodobnih načinov zdravljenja diseminiranega plazmocitoma. Mednarodno premiero dokumentarnega filma v Ljubljani je svojo prisotnostjo počastil nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je v čustveno obarvanem uvodnem nagovoru zahvalil organizatorjem dogodka ter sodelujočim v imenu organizacij zagovornikov bolnikov podelil spominske plakete. Gospod predsednik, ste znani, da rečem, zagovornik ranljivih skupin, seveda tudi bolnikov z rakom, posebej majhnih otrok. Večkrat ste podelili nagrado junakom 3. nadstropja. Danes ste tukaj za podporo tudi odraslim bolnikom z diseminiranim plazmocitomom. Ja, k temu me nek način sili, notranje sili naša družinska izkušnja z mamo in njenim prebolevanjem rakov. Sicer krvnega ni imela, ampak se zdijo skoraj vse druge. In moje spoznanje, da z desetletji prihaja do enega pomembnega napredka v solidarnosti, v dobroti, tudi v širjenju znanja in zavedanja med ljudmi, ki si pomagajo. In se mi zdi prav, da se sem in tja udeležimo takih prireditev, kjer se jim zahvalimo, zato ker to ni samoumevno, zato tudi niso plačani, ampak jih nek način njihova srčnost, dobrota navaja k temu, da lajšajo bolečine, skrbi, strahove drugih. Veliko navdihujočih zgodb bolnikov iz centralne oziroma Srednje Evrope smo slišali. Kakšno pa bi bilo vaše sporočilo slovenskim bolnikom z rakom? Da ne obupajo. Kot rečeno, iz svoje družinske izkušnje vem, da je bilo pri maminem boju za rakom najbolj odločilno to, da si ni znala predstavljati, da me bo samega pustila na svetu, zlasti potem, ko je umrl oče pred tem. In ta želja, da varuje svojega otroka, jo je na nek način spodbujala, motivirala, gnala, da je dala skozi najtežje stvari in preživela, tako da je čakala lepo starost, sicer potem prav zaradi raka na koncu tudi umrla, ampak v pozni starosti in sina je spravila do kruha prej.
Na dogodku, ki so se ga udeležili bolniki, predstavniki organizacij bolnikov, zdravstvenih delavcev, predstavniki medijev in vabljeni gostje, se je za nesebična prizadevanja za celostno dobrobit bolnikov s krvnimi raki, organizacijam zagovornikov bolnikov, posebej Slovenskemu združenju bolnikov z limfomom in levkemijo in njegovi izvršni direktorici Kristini Modic prek spletne povezave zahvalila tudi podpredsednica Vlade Republike Slovenije in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je v mladosti tudi sama zbolela za levkemijo. Sledila je premierna projekcija presunljivega in opogumljajočega dokumentarnega filma, v katerem so bolniki predstavili dolgo pot do diagnoze, težo odločitev, ki jih je bilo potrebno na poti spoprijemanja z diseminiranim plazmocitomom vedno znova in znova sprejemati, ter vprašanja in stiske, ki so se jim ob tem porajali. Dokumentarni film je plod tesnega sodelovanja več evropskih organizacij bolnikov, Hrvaškega združenja za levkemijo in limfom, Hrvaškega združenja bolnikov s plazmocitomom, Združenja Mieloma Multiplex Čoport Magar-Oršak z Madžarske, Združenjem bolnikov z diseminiranim plazmocitomom Srbije, pa Slovaškim društvom za plazmocitom in Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo, ter v partnerstvu s krovno evropsko organizacijo bolnikov s plazmocitomom Mieloma Patients Europe. Produkcijo dokumentarnega filma pa je podprla družba Janssen. Po besedah izvršne direktorice Kristine Modic je za Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo ta mednarodni projekt izjemna izkušnja. Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je bila to ena popolnoma nova in taka zelo posebna izkušnja povezovanja z organizacijami bolnikov v nekem takem skupnem projektu, mednarodnem projektu, kjer je bilo potrebno napeti kar veliko energije in sil, da smo hitro, pravočasno in tako koordinirano vse to skupaj spravili. Seveda nam je pri tem pomagala tudi agencija, ki je vodila ta projekt, zato da res vse tako teklo kot mora. Sodelujoči smo iz različnih držav, iz Slovenije, Slovaške, Hrvaške in pa Srbije, pa Madžarske. In v bistvu je bil to res zahteven projekt, kajti bolnike posnet v njihovem lokalnem okolju in potem vse to skupaj združiti v dober dokumentarni film je bil kar izziv, zato je tukaj tudi sodelovala še produkcijska hiša, ki se ukvarja z produkcijo takšnih dokumentarnih filmov. Scenaristka je sodelovala, ki je scenarij za ta film naredila, da je potem vse skupaj to ratalo in da je nastal en lep dokumentarni film, na katerega smo v bistvu zelo ponosni, prav vse organizacije bolnikov, ki sodelujemo, in da smo kar hitro pozabili vse številne aktivnosti, ki so bile potrebne, da je res ta film zaživel. Kako težko je bilo poiskati bolnike, ki bi bili pripravljeni deliti svoje osebne izkušnje, svoje najintimnejše misli v zvezi z boleznijo? Ni enostavno, zelo smo se povezovali med sabo, organizacije bolnikov, spodbujali drugega in na koncu nam je vsem pač uspelo najti predstavnika bolnikov za vsako državo. Kajti treba je vedeti, da ni vsak pripravljen deliti svoje osebne izkušnje in res tiste intimne izkušnje z boleznijo, svojih strahov, svojih pogledov na bolezen. Tako da jaz lahko samo rečem kapo dol vsem bolnikom, ki sodelujejo v tem filmu, še posebej naši Urški Firer, Slovenki, ki je dala tudi del sebe v ta dokumentarni film, odprla vrata v bistvu svojega doma in pa predstavlja to svojo osebno izkušnjo s plazmocitomom. O pomenu sodelovanja in skupnih prizadevanj organizacij bolnikov je spregovorila tudi Katie Joyner iz krovne evropske organizacije bolnikov s plazmocitomom Mieloma Patients Europe. It's so important for patient organizations to work together, mostly to learn from each other. Za organizacije bolnikov je sodelovanje zelo pomembno. V nekaterih združenjih, denimo v Sloveniji, pa na Češkem in drugod v regiji, imamo zelo dobre primere, kaj vse lahko storijo in dosežejo zagovorniki bolnikov.
Za nove organizacije, naprimer za naše članice iz Srbije, Bosne ali drugih delov Balkana, pa je zelo dragoceno, da združenja delijo svoje izkušnje, da lahko kar najbolje uporabimo vse razpoložljive vire, delimo dobre prakse in delujemo skupaj za boljši dostop do učinkovitega zdravljenja in zdravstvene oskrbe v regiji. Kako je z ozaveščenostjo glede diseminiranega plazmocitoma v splošni javnosti med bolniki in zdravstvenimi delavci? Je ta dovolj dobra ali bi jo bilo potrebno izboljšati? Ja, vsekakor je prostor, da ozaveščenost izboljšamo. Menim, da je ozaveščenost po zaslugi različnih kampanj in dejavnosti naših članic oziroma članic krovne organizacije Myeloma Patients Europe vedno boljša. Vendar pa gre za redko bolezen in od nekaterih bolnikov slišimo, da pred diagnozo za diseminirani plazmocitom še nikoli niso slišali in posledično prihaja do pomembnih zamud pri diagnosticiranju bolezni. Zavedati se moramo, da splošni zdravniki v svoji celotni poklicni karieri srečajo morda enega ali pa dva bolnika z diseminiranim plazmocitomom in glede na neznačilne simptome bolezni lahko traja tudi več mesecev, da bolnik prejme ustrezno diagnozo. To vsekakor vpliva na kakovost življenja bolnikov, lahko pa tudi na izide zdravljenja. Zato na vse skupaj čaka še kar veliko dela, da izboljšamo ozaveščenost o bolezni in zmanjšamo zamude v diagnostiki in zdravljenju, tako na evropski kot tudi na svetovni ravni. O pobudi Myeloma Patients Europe, da organizacije bolnikov v regiji Srednje Evrope združijo moči v pripravi dokumentarnega filma, da bi skupaj čim temeljiteje ozaveščali o diseminiranem plazmocitomu in potrebah bolnikov, smo se pogovarjali tudi s Snežano Dodir, predsednico Združenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom Srbije. Naše krovno udruženje Myeloma Patients Europe je krenulo... Naša krovna organizacija Myeloma Patients Europe je s to pobudo povezala združenja bolnikov v regiji Srbije, Hrvaške, Slovenije, Madžarske in Slovaške in tako se je rodila skupna ideja o dokumentarnem filmu, da se sliši naš glas in da pokažemo, kako pomembna je podpora bolnikom in njihovim svojcem. Hkrati pa tudi, da napovemo naslednje skupne korake. To nekako sovpada tudi z našim novim sloganom v združenju Stopajmo skupaj, saj smo v boju proti diseminiranemu plazmocitomu zares skupaj. Tako člani združenja, bolniki, zdravniki, ki nas podpirajo, pa zdravstvene ustanove, mediji in podporniki, ki nam kot nevladni organizaciji omogočajo delovanje. Kajti le skupnimi močmi lahko dosežemo cilj. Bitne su nam donacije, tako da svi zajedno, zajedničkim snagama možemo da ostvarimo cilj. Seveda nas je zanimalo tudi, kako je potekala zahtevna mednarodna produkcija dokumentarnega filma in kakšni so prvi vtisi po premieri. Zato smo k mikrofonu povabili soscenaristko Meto Pavlinaudič, ki je skupaj z režiserko in scenaristko Heidi Kanzler ter soscenaristom Mitjo Ošlakom vodila kreativni del projekta. Seveda pričakovanja, ko se lotiš tazga projekta, so drugačna, kot je potem sama realizacija. Če gledaš, lotiš se tega z nekega strokovnega vidika, razmišljaš kreativno, kako bi zasnoval vsebino, imaš neko tudi vizijo, kako bi gradil samo dramaturgijo tega videa, potem pa stopiš v kontakt seveda z pričevalci, z bolniki, ki pa te popeljajo čisto v neko drugo smer. Vsaka zgodba je v bistvu zelo močno čustveno doživetje, tudi za snovalca na naši strani in ti da vedno nekaj več, kot si ti pričakoval. Zato v bistvu zgodba za tak film se gradi sproti. Ti imaš kontekst, imaš koncept, ampak kaj bo pa na koncu v njemu notri ležalo, je pa seveda res neka sestavljanka vseh teh zgodb, ki jih dobiš od bolnikov. In to, kar pač oni nosijo v sebi in doživetveno in sporočilnostjo in ta izkušnja, ki jo pač lahko zares razumeš šele, ki si v teh čevljih, je nekaj, kar sem prepričana, da nikogar, ki bo film pogledal, ne bo pustil brezsrčnega in tudi nekaj, kar meni kot snovalcu v bistvu da tudi en malo drugačen pogled na moje življenje, na moj svet, se pravi tudi jaz dejansko s filmom rastem. Sicer dokumentarni film je bil v produkciji narejen tudi Studio Virc in mi, ne samo prvi. Tako da smo v bistvu z režiserko Heidi Kanzler vsebinsko zadevo
nekako pripeljali do te točke, kot je zdaj na ogled. Za bolnike s plazmocitomom je lahko vsakdanje življenje težavno, saj običajna opravila zahtevajo več časa, bolniki pa potrebujejo veliko vsakodnevne podpore. Zato je podpora bližnjih izjemno pomembna, hkrati pa zanje tudi zelo izčrpljujoča. V dokumentarnem filmu nastopa tudi Dragana Gajić, podpredsednica Združenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom Srbije, ki je postala aktivna zagovornica bolnikov, ko je za diseminiranim plazmocitomom zbolela njena mama. Trudimo se da se informišemo što više, da napredujemo. Prizadevamo si, da informiramo, da napredujemo tudi kot združenje, da podpiramo naše člane, tako bolnike kot njihove svojce. Naš osrednji cilj pa je boj za inovativna zdravila, ki so za bolnike življenjskega pomena. Pravijo, da je diseminirani plazmocitom bolezen celotne družine, ne le bolnika. Tako je. Kot družina se zelo trudimo, da mami čim bolj pomagamo, da smo jo oporo, da se lahko z boleznijo čim lažje spoprijema. Da jednostavno to što bolje podnese. Diseminirani plazmocitom trenutno velja za neozdravljivo bolezen, za katero so značilne remisije in ponovni zagoni. Po več ponovitvah bolezni postanejo bolniki odporni na zdravljenje. Prognoza bolezni pa slaba, saj s konvencionalnimi terapijami ni več mogoče doseči zadovoljivega odziva bolezni na zdravljenje. Ker so inovativne terapije z novimi mehanizmi delovanja za bolnike z diseminiranim plazmocitomom v resnici življenjskega pomena, si bolniki in njihovi svojci želijo, da bi bile najsodobnejše terapije dostopne v zgodnejših linijah zdravljenja diseminiranega plazmocitoma. O dostopu do inovativnih terapij za bolnike iz Srednje Evrope smo se pogovarjali s priznanim strokovnjakom, profesorjem dr. Romanom Hajekom, doktorjem medicine, predstojnikom oddelka za hematologijo in onkologijo Univerzitetne bolnišnice in medicinske fakultete Univerze v Ostravi na Češkem. We can be never satisfied and especially our patients need new... Nikoli ne moremo biti povsem zadovoljni, še posebej, ker naši bolniki potrebujejo nova inovativna zdravila. Po drugi strani pa je treba reči tudi, da smo včasih priča nepotrebni naglici. Razvoj novih terapij poteka tako hitro, toliko novih učinkovitih terapevtskih možnosti obstaja. Nekatere so v Evropi že pridobile dovoljenje za promet, druge ne, toda vsaj 5 novih terapevtskih možnosti je na razpolago. Posebej bispecifična monoklonska protitelesa in celične terapije CAR-T, ki so že ali pa bodo kmalu sprejete in odobrene v Evropi. To so zares težki časi za nekatere ekonomsko manj razvite države in njihove zdravstvene sisteme. To je velik izziv. Menim, da je to velik izziv že danes in bo tudi v naslednjem desetletju, saj smo priča neverjetnemu razvoju novih terapij. Kaj pa z vidika bolnikov prinaša prihodnost zdravljenja diseminiranega plazmocitoma? Bo to nekoč zares postala ozdravljiva bolezen? Veste, v zadnjih 10 letih je bilo odobrenih kar nekaj inovativnih zdravil. Pridobila so dovoljenja za promet in jih danes tudi uporabljamo. In nekatera med njimi so change-makerji, saj so pomembno izboljšala učinkovito zdravljenja in za nekaj let podaljšala pričakovano preživetje bolnikov. V nekaterih primerih tudi za več kot 5 let. Torej pomenijo zares velik napredek. Danes še vedno velja, da je diseminirani plazmocitom neozdravljiva bolezen, toda precej prepričani smo, da bomo nekatere, to je med 10 in 15% bolnikov, lahko tudi pozdravili. Če bi bolnikom v prvih linijah zdravljenja lahko ponudili ta pomembno učinkovitejša zdravila. Za zdaj velja, da lahko z imunoterapijo, to je z bispecifiki in CAR-T terapijo zdravimo bolnike, ki se niso odzvali na 3 predhodne linije zdravljenja. Kar pomembno spreminja zgodbe teh bolnikov, saj jim prej nismo mogli ponuditi nobenega učinkovitega zdravljenja več. Change the story of these patients for those we have empty hands. Zakaj bi bilo potrebno najnaprednejše terapije vključiti v prve linije zdravljenja, je zelo slikovito pojasnil tudi profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. To je tako od nekdaj, da vedno pridejo nova zdravila na najslabše ljudi, najslabše tiste, ki so prejeli že prej 44 vrst drugega zdravljenja. In seveda to redko komu pomaga.
Potem se to počas premika naprej. Te stvari je treba pospešiti, ampak rigidnost, ki je vezana za medicino vseh struktur, je presenetljivo še vedno nekje v 19. stoletju. In to je tako težko prebiti. Se vidite tudi, kako se mi z zdravstvom ukvarjamo kot takim. Zdravstvo je nek arhaizem v večini primerov še vedno, ne? In ni plastičnosti, fleksibilnosti, redko da je hitro odreagiramo, tako kot v življenju. Recimo, če vidiš tam, da si ti bliže avto, skočiš stran, tukaj pri nas nič ne skočimo, nas povozi vse. Kako se bo spremenilo zdravljenje v prihodnosti? Ja, jaz z začetka bo predvsem učinek za tiste, ker imaš enih 10% ljudi, ki veš, da na začetku, ko naredimo genetiko preiskave, veš, da jim bo šlo slabo. In te ljudi rabijo nekaj novega. Tako da mogoče, da jih mi nalodamo z neko kombinacijo nekih 18 zdravil, ne, se hecam, ne, pač 4 zdravil, da zmanjšamo bolenjsko vreme, pa damo čez potem karte zdravljenja ali pa neke bispecifike, pa mogoče naredimo neko kontrolo nad bolezni. Tako da računam, da bodo predvsem te imeli profit, da bodo dobili res tako na začetku tisto največ, kar imamo, ker to so dostikrat mladi ljudje, dajmo jih probati malo potegniti. No. Dokumentarni film z naslovom Moj plazmocitom, pripravljeni na nove korake, je svojevrsten poklon bolnikom, organizacijam bolnikov in zdravstvenim delavcem, ki se dnevno borijo s to zahtevno boleznijo. Je pa hkrati tudi odraz dobrega sodelovanja organizacij zagovornikov bolnikov v regiji. Kristina Modic se je sodelujočim v projektu iskreno zahvalila. Izkoristila bi pa priložnost, da bi se zahvalila v prvi vrsti Urški Firer za njeno osebno izpoved in pa pripravljenost, da je sodelovala v dokumentarnem filmu, pa seveda ostalim organizacijam bolnikov, ki smo skupaj sodelovali, ne nazadnje pa seveda tudi podporniku podjetju Janssen, ki je pa omogočilo produkcijo tega dokumentarnega filma, kar je pa seveda tudi velika reč, tako da iz srca hvala vsem. V dokumentarnem filmu sodelujoči bolniki svoje zgodbe delijo v svojih nacionalnih jezikih, zato je film za predvajanje v različnih državah ustrezno jezikovno prilagojen s podnapisi. Slovenska verzija filma je tako objavljena na www.janssenwithme.si. Vabljeni k ogledu. Reportažo s filmske premiere sva za vas pripravila Dejan Gostimirovič in Slavka Brajovič-Hajdenkumer. Produkcijo tokratnega podcasta pa sta omogočila Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO ter podjetje Janssen. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!